Naše delo v fizioterapiji je razčlenjeno načeloma v več segmentov, ki so si med sabo kar dosti različni. En segment je, delo izven terena, koordinacija diagnostike, vseh, teh obterenskih dejavnosti, terapiranje in podobno. Drugi segment je direktno delo na terenu, ki se odvija praktično vsakodnevno na vseh treningih in predvsem na tekmah, kjer smo prisotni. Bi pa lahko razčlenil tudi to delo pol še nekih več takih detajlih, ki so tudi med sabo res različni. Priprava na tekmo, ki je sigurno malo drugačna kot priprava na trening, in predvsem, v veliki meri to terapiranje, skrbeti za to, da so fantje zdravi, da so čim bolj pripravljeni za vsakodnevne napore in pa seveda za tisti vrhunec vsega skupaj, ki pa ga predstavlja, ta nogometni praznik oziroma tekmo. Ja, danes je dan po zmagi, se pravi je trening namenjen regeneraciji. Nato pridejo v fiziosobo, kjer naredimo masaže, se pravi sproščamo jih. Ostali igralci, ki niso igrali, imajo pač normalen trening, vendar prilagojen. Ja, največ pozornosti dejansko tudi je in je tudi prav, da je v bistvu v sami rehabilitaciji oziroma regeneraciji po naporih, ki jih fantje dejansko imajo. Zdaj trenutno imamo kar naporen ritem, lahko pride do večjega števila poškodb, naredimo normalno pripravo na trening, kakor vsak drug dan, tudi ko ni tekme. Naredimo jim različne bandaže, če potrebujejo, zagrejemo jim mišice, v bistvu v to smer, da so pač igralci pripravljeni na normalen trening. Ko je enkrat postavljen, tedenski plan, ko se enkrat postavi obremenitev za igralce, se usporedno postavlja tudi planiranje našega dela. Se pravi, sami tretmaji, sami načini participacije tudi v treningih odvisijo tudi od tega, kaj zahteva trener od nas. Se pravi, dan pred tekmo, kjer naredimo normalno pripravo na trening, kakor vsak drug dan, tudi ko ni tekme. Se pravi, naredimo jim različne bandaže, če potrebujejo, zagrejemo jim mišice, v bistvu v to smer, da so pač igralci pripravljeni na normalen trening. Po treningu hočemo ohraniti tonus v mišicah pred samo tekmo, da igralci pač niso v narekovajih, kakor mi rečemo temu, mehki. Pri nas v zdravstveni službi načeloma fantje razpolagamo zelo različnimi orodji. Tudi mi med sabo, se pokrivamo v nekih različnih segmentih, različnih znanjih. Uporablja se diatermija, uporablja se ultrazvok, uporablja se elektrostimulacije, uporablja se ISTM tehnike, vakumi in tako naprej. Kot neko pomožno orodje, tisto, kar je neka baza v vsaki terapiji, ki se pa praktično dela manualno z rokami. Uporabljamo dosti aparatov, terapiji, če nekakšen potrebuje, rešimo žulj, če nekdo potrebuje bandažo, bandažiramo, če potrebuje neko zaščito prstov, zaščitimo. Nobeno orodje ti ne more pomagati toliko, kar lahko pomaga, če je človek, ki ga terapiraš pozitivno naravnan na svoje stanje. Tudi na terapijah obstaja neka hierarhija, se pravi, starejši kot si, prej prideš na vrsto. Potem pa tudi kdo je več igral, recimo tisti, ki niso imeli tekme, se pravi so naslednji dan na vrsti oziroma počakajo. Fizioterapija pri nas je, zelo vezana trgovina med mladinskim in članskim delom. Tukaj sta Igor Klopčič in sedaj bo Rok Žabkar, ki se nam je pred kratkim priključil, vezan na bolj v mladinski del. Rok bo tudi, ena zelo aktivna roka tudi v članskem delu. V članskem delu pa načeloma delujemo poleg Roka še v tem trenutku Denis Berginc pa jaz. Nad nami bedi, pri sami diagnostiki pa dr. Slobodan Macora. Delo terapevta v času priprav in v času prvenstva je malo različno. Razlika pa v tem, da si tam v bistvu 24 ur na voljo. Se pravi, če te po noč pokliče, da greš po noč reševati. Tako da to je velika prednost za nas napram prvenstvu. Ni pa naše delo vezano samo na fizioterapijo. Smo vezani tudi v sestavo jedilnikov za celo akademijo, za mladinski center, sestavo jedilnikov za člansko ekipo. Vezani smo v trenerski štab, predvsem v pomoči obravnave nekih analitičnih podatkov, ki jih dobimo z GPS-om na pripravo pred tekmo,
se pripravlja, ne vem, tuneli, se obeša slike, zastave in tako naprej. Zelo ponosni smo terapevti, da sodelujemo v klubu kot je Rumena družina in da imamo ta dober odnos s štabom celim in z igralci, kajti tudi sam sem včasih igralec in vem, kako pomembno je fizioterapevtsko delo za igralce.